Dragi gledalci, gledalke, lep oktobrski pozdrav. Upam, da se jasno vidimo in slišimo. Kot me zdaj verjetno že poznate, sem moderator Tilen Nipič in prav tako prostovoljec Popotniškega združenja Slovenije, katero organizira današnji dogodek. Za nove gledalce nas bom še na kratko predstavil. Torej, kot sem povedal, mi smo Popotniško združenje, ki pomaga razvijati in spodbujati trajnostni in mladinsko naravnan turizem. Izvajamo veliko število projektov. Eden izmed najprepoznavnejših je spletna popotniška revija Globetrotter, v kateri so zbrani in vam na voljo članki o najlepših in najzanimivejših ter najbolj unikatnih doživetjih naših prostovoljnih novinarjev. Prav tako lahko v njej najdete koristne informacije za vaša potovanja in nasvete, kako se izogniti vsem vrstam zapletov na lastnem odkrivanju sveta. Današnja oddaja poteka v sodelovanju z organizacijo Mladi Maribor. Danes pa z nami dva gosta, seveda člana naše skupnosti in izkušena svetovna popotnika, ki se bosta z nami podala na potovanja skozi spoznavanje ljudi. Torej, z nami sta Edina Makovec in Jan Jurkovič. Torej, pozdravljena v naši oddaji. Zdravo, Tilen. Lepo vaju je videti, kako sta? Super. Sva se že veselila današnjega pogovora s tabo. Super, tako tudi jaz. Kaj točno nam nameravate danes predstaviti? Danes bova vam poskušala približati v bistvu najin način potovanja, v katerega sva se na nek način zaljubila na najini prvi delovno-potovalni izkušnji, ki sva jo leta 2018 doživela v Združenih državah Amerike. Tam sva se še kot študenta, v bistvu, tja sva se kot študenta odpravila za kakšnih 5 mesecev, 4 mesece sva delala in mesec dni potovala in imela v bistvu priložnost spoznati novo kulturo na drugačen način, ne samo kot neko 3-tedensko potovanje, kjer se včasih sva predtem počutila, kot da nekaj manjka, kot da še manjka nek dodaten faktor, da res spoznaš kulturo. In v ZDA sva končno ugotovila, kaj je to manjkalo, in to je enostavno, da v bistvu v neki tuji kulturi preživiš dlje časa in imaš tam priložnost delati ter tako spoznati več ljudi in v bistvu skozi zgodbe teh ljudi in prijateljev, ki jih spoznaš, na nek način pridobiti nove izkušnje, drugačen pogled na svet, ki ga pa težko dobiš, če se odpraviš le po nekih turističnih atrakcijah. Ja, vsekakor je drugače, če greš potovati sam, oziroma če živiš in delaš v tem kraju, torej se izobražuješ. Jaz bi pa samo vam, dragi gledalke in gledalci, vas spomnil, da ne pozabite, da lahko kadarkoli postavljate vprašanja in komentarje, na katera bomo odgovarjali med potekom oddaje in na koncu. Tako da zdaj bomo pa spet predajem besedo. Hvala. Zdaj v bistvu po tisti izkušnji v Združenih državah Amerike sva vedela, da še na podoben način želiva izkusiti druge kulture, druge države, in sva hitro potem si pridobila še vizo za Novo Zelandijo in se kakšno leto dni kasneje odpravila na Novo Zelandijo. Tam sva tudi začela pisati najin blog, Live the Quest. In najin blog v bistvu je bil na začetku usmerjen predvsem v neko zbiranje informacij za učinkovito pridobitev teh delovnih potovalnih viz, kaj vse urediti pred odhodom v neko tujo deželo, ali je to ZDA ali Nova Zelandija, in kaj urediti po prihodu. Enostavno se nam je zdelo, da je takih informacij predvsem v slovenščini malo, in midva sva jih iskala med prijatelji, ki so že bili na podobnih izkušnjah, in pa kasneje tudi pač po spletu, in sva želela, da bi bile te informacije vse zbrane, no? In tako je nastal najin blog. Na takšen način sva hotela olajšati še drugim, da bi pridobili to vizo. Recimo za Novo Zelandijo je vsako leto na voljo le 100 viz, tako da
če jih hočeš dobiti, moraš biti kar pripravljen, se poidejo precej hitro. Tako da sva hotela olajšati še drugim drugim. popotnikom, ki bi si želeli na podobne izkušnje po svetu. Zdaj, čez čas, ko pa se je blog razvijal, pa sva začela dodajati tudi zgodbe iz potovanja in med drugim tudi zgodbe ljudi, ki sva jih tam spoznavala, in naju so te zgodbe res inspirirale, vedno smo se naučili kaj novega in upava, da si med branjem teh člankov odnesejo kaj pozitivnega tudi bralci in pa mogoče danes poslušalci, če bodo slišali kaj novega. No? Super, te pa lahko kar začnemo. Tako. Zdaj, v bistvu, ko sva midva prišla na Novo Zelandijo, sva že imela zagotovljeno prvo službo, že pred prihodom, tako da sva se po prvih opravkih odpravila na skrajni sever Nove Zelandije, v majhno mesto Kerikeri, kjer pa sva v bistvu delala pri družini Sizer. Družina Sizer je imela tako kar veliko poslopje z kmetijo, z nekaj glavo živino in pa turistične hišice. Tam sva skrbela v bistvu za vso to okolico in se imela v bistvu priložnost se naučiti res ogromno o tem, kako v bistvu skrbeti za neko ekološko kmetijo in delo z strankami in podobno. Družina Sizer je bila 5-članska družina. V bistvu otroci so še bili kar majhni, ampak so jih že hitro učili skrbeti za kmetijo, tako da Oliver, najmlajši, je bil star, mislim, da 11, pa je že sam vozil avto po kmetiji, po kar razgibanem terenu. Bili so res vešči, no, in naju je vedno znova presenetilo, ko sva čistila kakšno izmed teh turističnih hišic, pa se je Oliver pripeljal mimo z avtomobilom, nama priskočil na pomoč ali pa kaj podobnega. Drugače sta Anna pa Ian, ki sta bila mama in oče teh otrok, sta bila drugače iz Velike Britanije in sta potem imela službo, da sta potovala po celem svetu in se na koncu ustalila na Novi Zelandiji. In zato nama je bilo super, da je najina prva zaposlitev bila pri njih, saj so nama nekako na dober način počasi predstavili ta način življenja na Novi Zelandiji. Ker je vseeno kar drugače, ker je tako redko poseljeno in oni so živeli res na odročni lokaciji. Ta lokacija je bila na koncu 6 kilometrov dolge makadamske ceste. In velikokrat si se moral znajti, recimo ogromno krat se je kaj pokvarilo, ni bilo elektrike, ni bilo vode. In v bistvu oni so bili samozadostni. Imeli so tudi manjšo hidroelektrarno, ki jo je v bistvu Ian sam ustvaril, tako da so bili res iznajdljivi, no, in smo imela priložnost se veliko naučiti, so nam dali tudi veliko misliti o tem nekem v bistvu preprostem načinu življenja, ker vse to, ta kmetija in turistične hišice je bil edini njihov način v bistvu dohodka in živeli so res zanimivo, lepo življenje. Za vso to okolico, ki sva je bila tam deležna, imela smo manjšo stanovanje na res lep, čudovitem območju in zato sva jim bila še bolj hvaležna kasneje, ko sva
v bistvu bila primorana pri njih ostati še dodatna 2 meseca. Najprej smo načrtovala ostati le 3 mesece, ampak tik pred najnim odhodom na potovanje po Novi Zelandiji od njih je pa Nova Zelandija prešla v karanteno zaradi pandemije. To je bilo torej marca 2020 in bili so seveda res odprti in pripravljeni nama podaljšati to najino življenje pri njih. Lahko sva stanovala v stanovanju, še vedno so rabili pomoč pri delu, tako da nisva ostala brez službe, kar je bilo mogoče na začetku nekoliko sva bila razočarana, recimo, ker sva si res želela začeti potovati, ampak če zdaj pogledamo nazaj, sva bila res vesela, saj so nekateri drugi popotniki v tistem trenutku bili na poti, brez službe, brez nekega stalnega doma in so morali svoje prihranke v bistvu zapraviti za kakšne Airbnb-je, hostle ali podobno, tako da sva sedaj še toliko bolj hvaležna za to priložnost pri družini Sizer. Ja, ta izkušnja pandemije je bila kar strašna, ker si v bistvu na drugem koncu sveta in si sam, pač midva smo imela en drugega, lahko se obrneš samo nase, nimaš nekega doma, kjerega bi se lahko zatekel, tako da nama je bilo res super, da smo imela to šanso, da sva lahko bila pri družini Sizer, ker drugače, kot je Jan rekel, bi težko kam zaiti. To je res lepo. Če je bil sam, je res težko tako izkušnjo preživeti, da si ujet v neki drugi tuji državi pa sredi dela oziroma celo potovanja. Zanimivo, tukaj ste se pa pojavili že 2 vprašanji, ki bom jih zdaj jaz vam prebral. Torej prvo je, da Ksenijo zanima, kako sta prišla v stik s to družino. Zdaj v bistvu z te službe na Novi Zelandiji lahko iščeš na različnih spletnih straneh, vendar nama se je nekako kasneje izkazalo, da so te Facebook skupine, ki obstajajo za iskanje služb, res super. Vsi v bistvu delodajalci na Novi Zelandiji, ki iščejo službe, tam ves čas objavljajo, kadar iščejo nove zaposlene, in tako smo v bistvu kakšen teden dni pred odhodom na Novo Zelandijo midva tudi začela v teh Facebook skupinah malo spremljati, kakšne službe sploh bodo na voljo. Ja, vsi so nama svetovali, da naj počakava z iskanjem službe, ko prideva tja, ampak sva si mislila, da se vsak slučaj pogledava te Facebook skupine, da vemo, kaj pričakovati. In nekako sva videla oglas, ki ga je objavila družina Sizer, se nam je zdel zanimiv, tako da sva kar napisala mail in sva v bistvu na dan, ko sva imela let, tisto jutro smo imeli še Skype intervju z družino, kjer so nama malo povedali, kak so, kje so. Kako bo izgledala služba. Ja. Pa je potem ena rekla, se vidimo. Tako da je bilo kar sproščeno, pa mislim, ni bilo nič, kako bi rekla. Ni bilo zdaj to formalen, pač zanimalo jo je bolj kakšen mogoče karakter da sva odprta, pa pripravljena v bistvu različne dela upravljati, da naj jo ni strah prijeti lopate. Tako v bistvu prek Facebooka in potem zadnji dan pred odhodom sestanek prek Skypa, potem pa teden dni po prihodu na Novo Zelandijo smo že bila pri njih. Torej vse je potekalo na bolj preprost način, tako kot si želimo. Res, mislim, da ni težava najti službe na Novi Zelandiji, še posebej sezonske, je delodajalcev ogromno in pač Facebook skupine so, mislim, da najlažji način.
Sej, mislim, da glih takšni popotniki, ki iščejo tako delo v tujini, so idealni za sezonsko delo oziroma za sezonsko, ki se v turizmu pojavlja. Tako da Tako, ja. pojavilo se še tudi eno vprašanje, torej še na eno vprašanje bomo odgovorili, ker Dušana zanima, torej, ali viza za Slovence velja 1 leto in jo je mogoče podaljšati? Ja, pač načeloma velja 1 leto in lahko jo podaljšaš za 3 mesece, če si v tem letu opravljal vsaj 3 mesece nekega dela v hortikulturi, agrikulturi oziroma na takšnih področjih. Torej, recimo si 3 mesece vsega skupaj v enem letu preživel 3 mesece v nabiranju jabolk, kivijev, obrezovanju jabolk, torej, ker takšnih del je največ in ga vedno v bistvu potrebujejo delavce, potem tudi to nekako nagradijo z tem, da ti omogočijo podaljšanje vize. Ampak mislim, da kar stane to podaljšanje. Ja, definitivno je dražje kot pa to podaljšanje te vize je dražje kot pa ta 1-letna viza, ampak vseeno ni to, pač ne vem, ta 1-letna viza, mislim, da je 126 novozelandskih dolarjev, kasneje za podaljšanje pa nismo sigurna, ker midva nisva podaljšala na takšen način. Midva sva v bistvu na Novi Zelandiji lahko preživela leto pa pol, ker je v bistvu Nova Zelandija oziroma novozelandska vlada vsem te 1-letne vize podaljšala avtomatsko za pol leta. To pa zaradi tega, ker smo bili tam v času pandemije in na Novi Zelandiji je od vseh teh popotnikov, ki tja pridejo, ki jih na Novo Zelandijo vsako leto pride kakšnih 25,000, ostalo samo še polovica. Nova Zelandija pa se praktično zanaša na to delovno silo, približevala se je tudi poletna sezona in potrebovali so ogromno delavcev in so v bistvu z tem, da so nam podaljšali vize, zadržali vsaj še to polovico, ki smo bili tam, ker novi delavci pa niso morali priti na Novo Zelandijo, saj so bile meje zaprte. Tako da midva smo imela to srečo v nesreče, da sva dobila priložnost za podaljšanje vize pol leta brez nekih komplikacij. No. Drugače je še tudi opcija, da vizo podaljšaš tako, da greš na turistično vizo. Ampak v tistem primeru potem legalno ne moreš več biti zaposlen. Zanimivo. Torej, vidim, da ste imela srečo, da ste potem imela tudi topel dom, lahko rečemo, ne? Pri vajni družini. Tako, ja. Ja, tako ste rekla, sreča v nesreči. Tako, ja. Zdaj, če mogoče nadaljujeva pri tej fotografiji. Ja, to je bilo najino prvo novo leto na Novi Zelandiji, ki sva ga preživela na koncu pohodniške poti na samotnem rtu, kjer sva prenočila v eni izmed njihovih planinskih koč. In ker ima Nova Zelandija res nizko svetlobno onesnaženost, so bile zvezde noro lepo vidne, česa takšnega še res nisva videla prej, tako da je bilo. In si je mogoče težko predstavljati pri nas, ampak sedaj, ko sva prišla nazaj, pa pogledaš v nebo, nikoli ni niti približno tako, kot je na Novi Zelandiji, ker je enostavno toliko svetlobne onesnaženosti in se sploh ne zavedamo, česa smo na nek način prikrajšani zaradi tega. No. Tako da, ja, če kdaj potujete v kakšno malo manj redkeje poseljeno državo, se vsekakor ozrite v nebo. Zdaj v bistvu ta čas, ko sva bila v karanteni, sva ga lahko lepo izkoristila, saj je okolica tam, kjer sva živela pri družini, res čudovita. Ampak potem po 2 mesecih pa sva bila vseeno zelo vesela, da sva se lahko odpravila na pot. Saj sva bila na Novi Zelandiji že tedaj pol leta približno in sva videla še samo majhen delček, jo pa še
zanimalo za preostali del in tako sva naslednji dan, ko je bilo konec karantene, sva spakirala svoj kombi in šla na pot. Zdaj, midva smo že pred odhodom na Novo Zelandijo v bistvu vedela, da bi rada potovala in živela v kombiju, ker sva vedela, da v bistvu je takšen način potovanja na Novi Zelandiji res mogoč zaradi zelo dobro nekako razvite infrastrukture za takšen način potovanja. In sva že takoj prvi teden po prihodu na Novo Zelandijo kupila kombi. Bil je preurejen, torej znotraj je imel posteljo, pod posteljo omare za vse najine stvari in v bistvu za tem voznikovim in sovoznikovim sedežem še takšen majhen pult, na katerem smo imela en gorilnik in pa, kot vidite tam v kotu, tudi še majhen umivalnik z ročno pumpo. Tako da sva se v bistvu takrat začelo najino bolj ali manj enoletno življenje v tem majhnem kombiju, kjer sva imela en majhen gorilnik, nisva imela tekoče vode, nisva imela dodatne baterije za polnjenje vseh naprav, telefona, računalnika, tako da sva v bistvu morala najine dneve res dobro organizirati in splanirati, da sva na takšen način lahko potovala, vendar smo se res hitro navadila in nama je bilo res super. In čeprav si večinoma kuhala sama doma in sva tako nadaljevala tudi tam, redko kdaj hodiva jesti v restavracije, pa sva se hitro naučila tudi z enim majhnim gorilnikom v bistvu super kosila skuhati. Ko živiš na takšen način, si tudi veliko zunaj, tako da sva med potovanjem s kombijem spoznala res zanimive ljudi, več o njih kasneje, oziroma že en par med potovanjem, ki sva ga spoznala, sta Trish in George, ki sta iz Nemčije. In z njima smo se veliko pogovarjali o tem načinu potovanja z kombijem, o življenju v kombiju in se strinjali z tem, da ti v bistvu življenje z manj praktično odpira veliko nekih vrat, ki jih mogoče ne vidiš, ko živiš v nekem izobilju vsega, hrane in stvari, ki jih imaš okoli sebe. In enostavno, ko imaš manj stvari, imaš manj skrbi, posledično več časa in pa to na nek način dvakrat več časa, ker ne rabiš skrbeti za te stvari, poleg tega pa ne rabiš več delati, da bi si zaslužil za te stvari, ki ti praktično ne dajo neke večje vrednosti, kot jo lahko mogoče najdeš v neki preprostosti, no. Sta pa Trish in George tudi primerjala življenje v Nemčiji z življenjem na Novi Zelandiji in se oba strinjala, da v Nemčiji ljudje živijo zato, da delajo, medtem ko pa na Novi Zelandiji hitro ugotoviš, da ljudje delajo zato, da živijo. In je to se nama tudi zdi velika razlika tudi med Slovenci in pa Novozelandci, medtem ko Slovenci bolj ali manj smo vsi zelo delavni in moramo delati, Novozelandci pa imajo res dobro ravnovesje med delom pa neko preprostostjo življenjem, uživanjem. Tako kot sta povedala, da tudi uživamo v manjših stvarih, ne, se pojavi bolj to cenjenje oziroma spoštovanje manjših stvari. Torej, pojavilo se tudi spet vprašanje, ki vam ga bom zdaj prebral. Torej, Dušana zanima, sta potovala s kombijem tudi na južnem delu otoka. Kako poteka iz severnega do južnega dela otoka? Torej, midva sva v bistvu potovala tako po severnem kot po južnem. Vsakega smo v bistvu prepotovala dvakrat, po zimi in poleti. In
Ja, iz severnega na južni otok se pride z trajektom. Trajekt, vožnja s trajektom traja kakšne 2 ure, 2 uri pa pol. Je pa približno 30 kilometrov, mislim, da je Ravna črta. ravna črta med torej tema dvema pristaniščema. Je pa južni otok veliko redkeje poseljen kot severni otok. V vsakem primeru pa na Novi Zelandiji ni avtocest, so le mogoče obvoznice in pa avtoceste v Wellingtonu, Christchurchu in Aucklandu, ki so največja mesta, preostalo pa so v bistvu samo preproste, navadne, v bistvu pač enopasovne ceste in ja, so lepo urejene, tako da z vožnjo nisva imela nikoli nobenih težav. Urejeno je tudi za, kako bi rekel, so neki urejeni odstavni pasi, kjer se lahko počasnejša vozila umaknejo, če se za njimi nabere kolona, ker enostavno je na teh, kako bi rekel, zavitih cestah po zelo razgibanem okolju v bistvu včasih težko prehitevati. Je pa tudi to mogoče vredno omeniti, da se pa vozi po levi strani. Torej, ja, ampak midva smo se hitro navadila in nismo imela nekih težav. Mislim, da smo imela več težav, ko sva prišla nazaj domov v Slovenijo. Tako da, ja. Torej, pojavilo se še eno vprašanje. Ja. Se ne zanima, ali je naporno leto dni živeti v kombiju, ali ste si kdaj želela, da bi šla v kakšen hostel, Airbnb in podobno? Je definitivno naporno živeti v kombiju, predvsem na začetku, ampak vedno dlje sva živela v kombiju, vedno manj sva pogrešala karkoli drugega Ja. in v bistvu Nisva pogrešala v bistvu nekega doma, dokler nisva v kombiju začela živeti v drugo zimo. Takrat pa sva si mogoče začela želeti malo nekaj udobja, nekega toplega doma, predvsem pa mogoče to, da imaš WC in pa tuš nekje znotraj, torej midva sva eno leto na WC in pod tuš morala vedno iti ven. Na javne WC-je. Na javne WC-je, na javne tuše in tako naprej. No, tako da take stvari se začnejo Kaj pa ste imela, mene pa zanima, če ste imela kakšno težavo s kombijem, kakršnokoli? Imela sva v bistvu če primerjava z drugimi popotniki, praktično nisva imela nekih težav, ampak Pri nakupu avta naju je bilo zelo strah, da bova imela težave, ker ko se pogovarjaš z drugimi potniki, slišiš kar grozne zgodbe, recimo eni kupijo avto in se jim po enem tednu pokvari, pa ostanejo brez vseh prihrankov in v bistvu ne veš, kaj kupiš, ne. Še posebej, če si tako kot midva, pa se ne spoznaš glih na avte. Ampak ja, no, v glavnem, načeloma je šlo vse okej, tako da sva dobro odločitev sprejela, ko sva kombi kupila. Sva pa enkrat v bistvu se peljala na začetek ene izmed pohodniških poti po precej strmi, ozki makadamski cesti, res na odročni lokaciji in kombi se je začel pregrevati, konkretno, pač kadilo se je izpod havbe, midva sva ustavila kombi. Hladilna tekočina je špricala iz, Ja. takrat sva mislila, pač uničila sva kombi, Konec je v bistvu za najino prevozno sredstvo in za najin dom. Nisva vedela točno, kako bova sploh prišla od tam, ker sva bila res na odročni lokaciji, drago bo stalo že odvoz, kaj šele popravilo kombija. Ampak na srečo so še imeli drugi popotniki podobno idejo, da bi tisti dan šli na ta pohod, tako da so nama pomagali nekako ohladiti ta kombi, da smo ga potem lahko spravili do vrha te ceste, ker enostavno ni bilo sploh mogoče obrniti kombija.
Kombi smo na tistem parkirišču pustila, da se je ohladil, smo šla na pohod, da sva se ohladila še midva, in potem kasneje prišla nazaj in na srečo v bistvu je bilo vse ok, no, ni se pregrel preveč, da bi se uničil motor. Zdaj se je pa pojavilo še eno vprašanje v zvezi s kombijem, pa pohitimo dalje na še več oseb, torej Suzano pa zanima, kaj pa kombi po zimi, kaj zeblo? Definitivno je bilo po zimi hladneje, spala sva z 2 odejama, z ovčjim Ja, taka prevleka, ki nekako zadržuje toploto na jogiju, da si malo oblaziniš. Oblečena sva imela kar nekaj slojev, Ja. ampak sva se na to hitro navadila, tako da je bilo mrzlo, ampak ne premrzlo, da ne bi moral spati. Je pa recimo bila najbolj mrzla noč, ko sva bila v enem kampu v nacionalnem parku pod najvišjim vrhom Nove Zelandije. Tam pa Takrat je Novo Zelandijo zajela neka hladna fronta in sva mogla v bistvu 3 dni čakati, da lahko bi šla naprej. In ja, ko sva se zbudila, je bilo vse zasneženo. Vse zmrznjeno in v kombiju nama je zamrznilo celo olivno olje, tako da je bilo res mrzlo. Ampak v enem letu življenja v kombiju nisva bila nikoli bolana, tako da zgleda naju ni nikoli preveč zeblo. Čez dan si tak aktiven, hodiš okoli, ali si v službi, ali si ogledaš kakšno znamenitost, ali greš na kakšen pohod, pa si aktiven, tako da podnevi ni problema. Po noči pa se pokriješ, oblečeš, pa je ok. No, zelo zanimivo je poslušati, lahko posebej oddajo dalje samo za vajno potovanje s kombijem, ampak je mislim, da smo čas preganjali, tako da bomo kar pohiteli dalje na vajne izkušnje z neznanci, tako da... Zdaj, še mogoče ena oseba, ki naju je naučila ogromno o tem življenju za manj, je bil Vincent. Vincent prihaja iz Švice, ampak že 20 let živi na Novi Zelandiji. Vincent je na Novi Zelandiji v bistvu delal v Wellingtonu v studiu, v bistvu, ko so snemali filme, pripravljal je scene, med drugim je bil del tudi pri snemanju Narnije in res različnih filmov. Potem pa se je čez čas nekako odločil, da takšen način življenja zanj ni optimalen in praktično prodal vse svoje imetje in pričel potovati po Novi Zelandiji peš z svojim psičkom Bubo in svoje imetje res minimiziral. Vse, kar je imel, je bila 5 kilogramov težka torba in pa vse, kar je imel oblečeno na sebi. Po zimi, poleti vedno je hodil bos, imel je ene hlače, eno jakno, eno majico in pa nekaj pripomočkov, bil pa je res iznajdljiv in je vsak dan razmišljal, kako v bistvu čim bolj izpopolniti vse svoje stvari, da bodo mu pomagale čim bolj efektivno živeti. Izdelal se je tudi svoj gorilnik in ja, v bistvu živel na prostem, spal v parkih in podobno, tako da on je v bistvu na takšen način živel in potoval prostovoljno in se je počutil boljše kot kadarkoli prej in res je bil super oseba. Med večerjo, ko smo jedli palačinke v enem kampu, pa nama je dal veliko misliti z tem mogoče spodnjim stavkom, ki smo ga tukaj zapisala, ko je rekel, da moramo začeti živeti nekoliko preprosteje in se potruditi, da rešimo problem brezglavega potrošništva, ne pa prenaseljenosti planeta, ker če bi vsak zmanjšal svojo uporabo nepotrebnih stvari, bi se zmanjšala tudi nevarnost vseh problemov, s katerimi se danes soočamo. In ja, tega pogovora se še večkrat spomniva, ko morda midva začneva kaj spet po svojih starih
miselnih poteh razmišljati, pa se probava spomniti na to, kar nam je on naučil. Ja, zdaj sicer takšen način potovanja, kot so tudi prej spraševali, se morda zdi naporen, ampak ko lahko se zbudiš pri takšnih razgledih in spoznavaš takšne ljudi, kot sva jih midva, hitro pozabiš na vse nekako pomanjkljivosti. Nova Zelandija je tudi zelo varna za potovati in za živeti. Midva nisva imela nikoli nobenega problema, pa sva spala. V enem letu smo, mislim, za kamp plačala 14-krat, drugače pa sva spala kar na različnih lokacijah in nikoli nisva imela nobene res težave. Za primerjavo, recimo, je Calvin, ki pa je iz Južne Afrike in je na Novi Zelandiji takrat živel že 2 leti, in je nama približal nekako življenje v Južni Afriki, kjer se več ne vidi v prihodnosti, ker je enostavno življenje tam preveč nevarno in si ne želi tam nekako vzgajati svoje družine. Na Novo Zelandijo pa se je priselil v bistvu, ker se je družina njegove punce preselila sem in je tako pripotoval za njo in uspel dobiti vizo kot inštruktor padalstva, sedaj pa sta z to punco tudi že zaročena, tako da načrtujeta ostati na Novi Zelandiji in zdaj se res veselita bolj varne prihodnosti za njiju in za njuno družino. Zdaj pač potovala sva po severnem in po južnem otoku, po dolgem in počez. O tej poti ste prejšnji teden pogovarjali se z vašo gostjo. Sva pa tako počasi nekako prišla v eno manjšo mesto Gisborne. Tam sva v bistvu razmišljala o tem, da bi si poiskala službo, ampak nisva še točno bila prepričana. In sva bila na plaži, ko je k nama pristopil starejši gospod, naj jo nagovoril, malo vprašal, od kje sva, kakšne imamo načrte, kar je na Novi Zelandiji kar pogosto, da te kdo nagovori, se malo pogovarjaš. In ta gospod nama je potem, ko sva mu povedala, da razmišljava, da bi si poiskala službo, je poklical njegovega prijatelja, nam ga dal na telefon, smo se zmenili, da drugi dan prideva delat k njemu. Ta gospod nama je dal ključe od njegove hiše, je rekel, da se naj prideva parkirati k njemu pred hišo, lahko uporabljamo njegovo kuhinjo in kopalnico, medtem ko delava. Kar pove veliko o prijaznosti Novozelandcev, ki te po 5 minutah pogovora čisto sprejmejo. In nimajo nekih predsotkov, da če bodo ti zdaj oni dali ključ do hiše, da bodo naslednji dan našli hišo prazno, kar bi verjetno večina nas v Sloveniji pomislila. Ampak midva sva naslednji dan že delala, imela službo, sva 10 dni sadila kivije in tistih 10 dni v bistvu lahko bila tam pred hišo tega gospoda. Ta gospod je živel skromno, ampak res nama je dal vse je delil z nama, nama delal večerje in res prijeten gospod. Zdaj, ko sta omenila, mislim, ko sta pravila tudi, kako je država pač varna, tudi ko vidimo te slepe slike, kako je čudovita in kako so ljudje odprti, zato se lahko primerjamo kot z pravim rajem na zemlji, ne? Torej... Mislim, midva bi težko našla neko slabo izkušnjo, tako da je res super izkušnja, življenje na Novi Zelandiji. Meni se tudi zdi, da je ravno so ljudje tisti, ko pa največ pripomorejo k temu, ne? Da je bila vajna izkušnja takšna, kot je. Definitivno, ja. Še mogoče takšen primer, kako so prijazni Novozelandci. Po tistem, ko je Jan omenil, da se nama je pregreval motor avta, vedno, ko sva šla v hrib, sva šla bolj počasi, pod tistem se malo stavila, da je
avto imel dovolj časa. In takoj, ko sva se malo ustavila, je se za nama ustavil še nek gospod, vprašal, če je vse ok, če kaj potrebujeva. Sva mu povedala, Da malo uhlajava avto, da bo res Mhm. varno prišel čez hrib. Ja, in je on rekel, saj, ko smo že skoraj na vrhu, da naj ne skrbimo. In ko sva se potem pripeljala na vrh, sva videla, da je tam na bližnjem parkirišču čakal, da bi videl, če sva prišla prek, če ne bi nama prišel na pomoč. Tako da Res, res so res prijazni in kako se thoughtful, ne vem, premišljeni in mislim, Ja, pripravljeni pripravljeni pomagati. Sočutni, res zelo. Ja. Zdaj med potovanjem tam sva srečala tudi nekaj Slovencev in ena izmed teh je bila Neža. Neža je takrat v bistvu skozi pogovor z njo smo se strinjali glede tega, da enostavno včasih določeni ljudje ne bodo v tvojem življenju ostali zavedno. Včasih eni ljudje pridejo in odidejo, se od njih nekaj naučiš, oni morda nekaj od tebe in je to, za kar je njihova zgodba v tvojem življenju, kar pa je mogoče na začetku težko sprejeti, ko med potovanjem z kombijem po teh med različnimi deli enostavno spoznavaš toliko različnih ljudi in si želiš, da bi ostal z vsemi v stiku, ampak enostavno to ni mogoče in čez čas sprejmeš tudi to in vsako to izkušnjo poskušaš in vsak pogovor poskušaš nekako doživeti v tistem trenutku najboljše, kolikor se da in uživati v trenutku, no. Tako da, zdaj midva sva potem počasi po Severnem otoku prišla v glavno mesto Nove Zelandije, v Wellington, kjer pa sva začasno 10 dni živela v enem stanovanju. Živela pa sva pri gospe Carrie. Zdaj, to je tudi zanimiva zgodba. Carrie je profesorica fizike v Wellingtonu in je dobra prijateljica mojega mentorja za magistrsko nalogo in smo prek mojega mentorja v bistvu nekako prišla v stik, zato Carrie v Wellingtonu in je takoj povabila na kavo, ko je videla, da sva tam. Na kavi nama je povedala, da v bistvu se v naslednjem tednu odpravlja na službeno pot za nekaj dni in je vprašala, če bi bila pripravljena ta čas skrbeti za njena 2 hišna ljubljenčka, za Muco in pa psa. In midva takrat nisva točno vedela, kam naprej, če naprej na Južni otok ali si poiskati kako službo ali kaj podobnega, pa sva z veseljem pomagala in v bistvu tistih 10 dni preživela v njenem stanovanju. Tako da takih podobnih izkušenj je na Novi Zelandiji res veliko. Sva pa kasneje med potovanjem spoznala tudi Kilena, ki je bil rojen na Novi Zelandiji, njegovi starši pa prihajajo iz Indije in nama je zaupal res zanimivo zgodbo njegovih starih staršev, ki so bili ki so živeli v Indiji in od tam se preselili v času, ko se je iz Indije selilo res ogromno ljudi. Takrat so enostavno v Indiji se vkrcali ljudje na vsako ladjo, ki je potovala iz Indije in tudi njegova stara starša sta bila med njimi. Vkrcala sta se na ladjo in sploh nista vedela, kam ladja gre. Ladja je bila sprva namenjena v Avstralijo, ampak po neki nesreči v bistvu so prišli, naključju so potem prišli na Novo Zelandijo, v Wellington, kjer sta se izkrcala in od takrat naprej živita na Novi Zelandiji.
Tako da, ja. Je bilo kar zanimivo slišati neko tako zgodbo, ker sploh ne predstavljaš, da bi kdaj naredil kaj takšnega. In Danes. za iskanje recimo neke boljše prihodnosti Ja. za svojo družino. Keelan pa se je že večkrat vrnil sedaj v Indijo in pomagal otrokom, učil jogo, kuhal za osnovnošolce in ja. V bistvu je po izobrazbi kuhar in nekako vidi svojo poslanstvo v življenju, da skuša na Novi Zelandiji zaslužiti čim več denarja in ta ves denar odnesti s sabo v Indijo, ker lahko za ta denar naredi res ogromno razliko. Saj je rekel, da tam za 4 novozelandske dolarje lahko nahrani 25 otrok. Tako da je res poseben človek. Ja, velika inspiracija. Zelo plemenit. Tako, ja. Njegov prijatelj, Dave, ki pa je tudi iz Nove Zelandije, pa je z nama delil še eno zanimivo zgodbo. Prej sva omenila, da tisti vožnja s trajektom med Severnim in Južnim otokom traja približno 2 uri pa pol in je v ravni črti, torej 30 km razdalje. Dave se je na to pot odpravil na svojem surfu in v bistvu preplaval na surfu celotno pot. Na pomoč za vsak slučaj so ob njem bili še na čovnu njegovi prijatelji, ampak celotno pot je uspel preveslati oziroma preplavati in priznal, da je potem, ko je prispel na Južni otok, imel v bistvu roke čist uničene. Ampak ja, zato se je pripravljal kar nekaj časa in bil, mislim, da prvi, ki mu je uspelo na takšen način prepotovati iz Severnega na Južni otok. Zdaj mogoče bi te kar midva vprašala, še imamo čas, da nadaljujemo. Ali kakšna vprašanja? Zdaj bomo še na vprašanja odgovorili na koncu, tako da bi lahko malo pohiteli, ja, ker se vseeno s časom omeni, ampak... Ok, bova midva mogoče kar prešla na mogoče na to. Ja, potem, ko sva šla v Wellingtona, sva šla na Južni otok, na skrajni sever Južnega otoka, kjer sva dobila službo na manjši farmi malin, kjer sva pobirala maline, prodajala sok, v bistvu vodila to trgovinico, kjer smo prodajali vse te stvari. In pa kakšnih 10-12 zaposlenih. Nabiralcev. V bistvu je tudi to zelo zanimiv aspekt na Novi Zelandiji, se ti delodajalci zelo hitro zaupajo. Midva sva pri njima delala 3 mesece in so nama že tako zaupali, da sva en mesec so nama prepustili, da sva to... Vse poskrbela sama, v bistvu lastnikov sploh ni bilo tam, midva sva bila tam zadolžena tako za opravljeno delo, za vse zaposlene in ja, smo imela priložnost se naučiti res ogromno. Med drugim je bila res super izkušnja predvsem to, kar so izkazali domačini, ker na Novi Zelandiji se res kaže ta podpora znotraj skupnosti in podpirajo nekako lokalno in se podpirajo en drugega. V bistvu, čeprav smo mi prodajali recimo maline, ki so bile dražje od malin v neki trgovini, so vseeno kupovali sadje pri nas, ker so vedeli, da bo tako nekako denar ostal znotraj te skupnosti in vedo, da bo se prej ali slej vrnil tudi nazaj do njih. En zanimiv del potovanja na Novi Zelandiji so tudi te manjše takšne
kolibe, ki v bistvu pričajo ravno o tem, da enostavno podpirajo lokalno in se podpirajo drug drugega, in v teh manjših stojnicah so družine ali pa pridelovalci, ki so pridelali več neke hrane, ki je sami niso morali pojesti, so jo dali na police te male stojnice, zraven napisali ceno in poleg hrane nastavili manjšo skrinjo, in si ti v bistvu samo postrežno vzel sadje, koliko si ga želel, pustil denar v skrinji in je bilo to. Ni bilo nobene osebe in vse je nekako delovalo na zaupanju, in zgleda je delovalo res super. Midva sva na takšen način kupovala sadje, zelenjavo celoten čas in si želiva, da bi nekako tako zaupanje in pa neka podpora znotraj skupnosti zaživela tudi pri nas še bolj kot na nek način že danes je. Sva pa tam v tej službi imela priložnost spoznati zanimivo 8-člansko družino. Paul in Suzy sta imela 6 otrok, ki so bili vsi bolj ali manj v 2 letih razlike, in so bili res zanimivi in polni energije. Je pa nama oče Paul zaupal zgodbo, ko so se odpravili na Bali. Rezerviral je letalske karte in jih dobil res poceni, vsi so bili veseli, potem pa jim je rekel, da pa je en manjši twist, in to je, da imajo lahko samo eno potovalko stvari. Enoročno prtljago, vseh 8. Tako da so vsi v bistvu imeli vse, kar so imeli oblečeno, v potovalki pa dokumente, pa vsak svoje kopalke, in to je bilo to. Tako da so res potovali z minimalno prtljage. Najina sodelavka tam pa je bila tudi še recimo Min iz Tajvana. Min nama je tam med pogovori nekako približala način življenja, ki ga je živela v Tajvanu v primerjavi z načinom življenja tukaj na Novi Zelandiji, in nama dala jasno vedeti, da je zelo srečna tukaj na Novi Zelandiji in namerava kaj hitro domov. Saj je v bistvu v Tajvanu delala po 16 ur dnevno in tam praktično vsi bolj ali manj delajo, vse kar pa nekako na nek način sprostitve pa predstavlja samo nakupovanje, torej zapravljanje vsega tega težko prisluženega denarja, in enostavno v tem ni videla prihodnosti in na Novi Zelandiji čisto spremenila svoj način življenja. In tudi ona potovala z kombijem. Ter spoznala svojega fanta, Dunga iz Vietnama, ki je prišel z podobnimi nekako željami na Novo Zelandijo, in priznal, da je s tem, da je živel tako daleč stran od družine in prijateljev, bil primoran se naučiti veliko novega, med drugim tudi pripravljati hrano, česar v Vietnamu recimo niso vajeni, ker je ulična hrana tako poceni, se jim enostavno ne splača pripravljati hrane doma vsak zase, ampak večinoma vsi jedo zunaj na ulici. Tukaj na Novi Zelandiji pa je stvar nekoliko drugačna. Zdaj mogoče bi na tem mestu midva naredila zaključek, sicer sva spoznala še veliko drugih oseb, drugih dobrih prijateljev, in od njih se naučila res ogromno. Postala sva veliko bolj sočutna, veliko bolj odprta, naučila sva se tako postavljati vprašanja, kot pa tudi tem nekako vsem osebam in prijateljem prisluhniti in se od njih veliko naučiti. In čeprav se nama zdi, da sva kot osebi na tem enem letu in pol življenja na Novi Zelandiji precej zrasla, si pa podobnih izkušenj in pa novih prijateljstev še vsekakor želiva.
No, to je res čudovito slišati, ne? Tako da predne še jaz zaključim, bomo pa še odgovorili na par vprašanj. Tako da prvo se bo ravno kar pojavilo, evo, in je že na ekranih. Kot vidite, torej Vito zanima, ali ste jedli tudi kaj lokalnega? Zdaj mogoče Nova Zelandija nima glih neke lokalne kulinarike, saj je tam ogromno priseljencev in mogoče je najbliže lokalni jedi angleški fish and chips. To je za domačine obvezen obrok vsak petek zvečer in nedeljo popoldne, ko si na plažo odnesejo fish and chips. Je pa pač drugače še, poleg tega fish and chipsa tam še indijska hrana, azijska. Sva pa mogoče recimo bila enkrat povabljena na večerjo, kjer nama je prijatelj pripravil sveže nabrane školjke, in pa recimo pri družini Sajzer smo včasih jedli tudi ribe, ki jih je on ujel v tisti reki ob teh počitniških hišah. Tako da to je mogoče najbližje temu. No. Je pa na Novi Zelandiji ogromno sadja in zelenjave, tako da svežega sadja in zelenjave pa nama nikoli ni primanjkovalo. No, čudovito je pač mlada država, dejansko nekoč kolonija, ne? In ima takšne kulture, ko so stari evropski narodi, ko imajo svojo pravo gastronomijo razvito. Dalje šli na vprašanje, torej zadnje vprašanje je od Petre, naše prejšnje gostje, torej katere živali ste srečali na poti, ko ste takole živela v kombiju, najbrž ste lahko parkirala bolj odročno in lahko opazovala naravo, živali in podobno. Ste videla v živo tudi novozelandsko živalico kivija? Zdaj v bistvu videla, če mogoče začneva s tem, kaj sva vse videla. Videla sva ogromno ptičev, nama najljubši so bili fantail ptiči, ki imajo tak res lep črno-beli rep. Takšno pahljačo. Najbolj zanimivo srečanje mogoče z živaljo za mene je pa definitivno, ko sva srečala Keo. Kea je edini v bistvu edina gorska papiga na svetu, ki živi na Novi Zelandiji, in ko sva se v bistvu spenjala na 1800 metrov visok vrh, sva naredila manjšo postojanko, da bi pojedla in se malo odpočila. Je neposredno najino bližino priletela ta papiga, ki pa so res drzne, ker so jih v bistvu turisti razvadili s tem, da so jim dajali čokoladice in sedaj že vedo, da v bistvu od ljudi dobijo hrano, ampak je pa striktno prepovedano jih hraniti, ker enostavno se več ne vejo obnašati v naravi in same loviti. So pa čudovite, še posebej, ko razperejo krila, ker so barve njihovega perja res čudovitih odtenkov. Ja, ker jim ljudje dajo hrano, tudi velikokrat pridejo k hišam in jih uničujejo. Recimo ena družina, ki so jo srečala, so rekli, da so imeli leseno hišo in so jim kje popolnoma uničile to les. Drugače ptičev je res ogromno, to včasih mogoče v Sloveniji pogrešava, da je v ozadju vedno ptičje petje. Srečala smo veliko oposumov. Ja, oposumov, ki jih Novozelandci nimajo radi, saj predstavljajo grožnjo pticam, jejo njihova jajca in so v bistvu zajedavci na nek način. Niso avtohtona vrsta in jih zato kar lovijo in ogromno jih je povoženih po cestah. Kivija pa nisva videla v naravi, nisva ga niti tudi šla pogledat si v muzej ali pa v živalski vrt, ker enostavno takih stvari se izogibava. Sva pa ga med pohodom
okoli jezera Waikaremoana, eden izmed velikih pohodov, smo pa ga slišala po noči, ko sva bila v tej planinski koči, ampak ja, nisva pa ga videla. No, zelo lepo. Zdaj se pa pojavilo še vprašanje vezano prej na kombi, torej namreč sem kam zamudila, ampak kje ste se tuširala, torej če se niste mogla v kombiju, torej kje ste se tuširala drugi? Ja, po zimi, ko je bilo mrzlo, sva tuš velikokrat zamenjala z vlažilnimi robčki, ali pa v bistvu vsake nekaj dni šla v kakšen fitness ali pa kopališče, ki pa za nekaj dolarjev tudi v bistvu nudijo pač možnost uporabe tuša. Poleti pa s tem ni bilo težav, ker praktično pri vsaki plaži ali pa pri vsaki plaži pri jezeru so javni tuši in sva se tuširala tam, ali pa v rekah, kjer sva potovala v jezerih, tako da z tem nisva imela nekih težav, no. Vedno se je našel kakšen javni tuš, ki se ga je dalo uporabiti. Ko pa sva čutila, da še posebej v nekih težavnih dneh, pa sva čutila, da rabiva mogoče malo več udobja, pa sva si potem res plačala kamp in ti polno opremljeni kampi pa imajo vedno tudi opremljene kopalnice, tako da smo se tuširala tam. Ampak to je bilo v enem letu 14-krat, tako da se da tudi brez tega. No, in leto ima 365 dni, tako da sta morala veliko vlažilnih robčkov porabiti. Še posebej po zimi. Poleti pa je skoraj več čas si ali blizu morja, ali blizu reke, ali jezera. Tako da ja, se da znajti. No, zdaj bomo pa še odgovorili na zadnje vprašanje. Vito, oziroma Uroša vidim, zanima, koliko sta plačala za kombi? Pa katerega ste kupila? Ja, kupila sva Toyoto Hiace, bil je letnik 1999 in ko sva ga kupila, sva dala za njega $6,800 novozelandskih dolarjev, kar je bilo takrat 4,000 evrov. Imel pa je privoženih 370,000 kilometrov, tako da ja, je bil mogoče že kar zdelan v tem pogledu, ampak nama ni predstavljalo nobenih težav in sva ga v bistvu kasneje pred odhodom uspela prodati za praktično isto ceno, mislim, da za 6,400 novozelandskih dolarjev, tako da je bil super nakup, no. Kombijev pa praktično ni problem kupiti in ne prodati, še posebej ne v normalnih časih, ko je ves čas nek tok novih popotnikov in tistih, ki zaključujejo svoje potovanje iz države. No, super, to je ja, vrhunsko, ko sta povedala. Zdaj pa bom jaz, ker se že, vidimo se še bolj zadnje vprašanje, teda tega še te odgovorimo, torej koliko sta vse skupaj zapravila na potovanju? Vse skupaj, celotni stroški? Težko bi povedala, koliko je bilo vsega skupaj, lahko pa poveva. Ker je res bilo pač leto in pol in je bilo malo potovanja, malo dela, malo potovanja, malo dela. Ampak sva pa si nekako zračunala stroške, da ko sva tiste prve pol leta živela v stanovanju na Novi Zelandiji. In kasneje eno leto v kombiju in potovala po Novi Zelandiji, smo imela v obeh primerih iste stroške in je bilo to približno 1,000 evrov. 1,000 evrov na osebo. Mislim, na oba na mesec, tako da 500 evrov na osebo na mesec. Je način življenja na Novi Zelandiji stal naju dva, ampak mogoče, kot ste zdaj skozi pogovor videli, je način bil skromen iz vidika, da nisva plačevala za prenočišča, hrano sva si v bistvu kupovala v stojnicah, na marketih in si večinoma pripravljala sama, ker neke kulinarike, ki bi naju res zanimala in bi bila nekaj lokalnega, ni bilo, pa sva potem si v bistvu pripravljala sama.
in mi dva načeloma ne hodiva na neke turistične vodene oglede, tako da smo vse nekako hodila v lastni organizaciji in večinoma časa namenila raziskovanju narave z pohodi in podobno, tako da nisva imela tudi ne s tem takšnih stroškov. Tako da se morda stroški 1000 evrov za 2 osebi na mesec zdijo malo in se nam zdi, da mislim, je malo, ker lahko na potovanju hitro zapraviš več, se pa vsekakor da hitro na Novi Zelandiji tudi zapraviti še več kot to. No, upam, da sva s tem nekako odgovorila na vprašanje. Je bil nekšen začeten vložek tudi, ampak to so potem vize in letalske karte, ki pa, ja. Ja, saj večinoma sta si pa tudi lahko povrnila z delom, ne? Torej, tako da... Tako, ja. Tako, To pa je torej, Viz. ja, točno tako. Zdaj pa smo še prišli do konca naše oddaje, no, ki se je pač lepo odvila. Kot vedno, če vas zanima še kaj več, lahko prosto kontaktirate Edino in Jana. Danes je bilo zelo lepo v vajni družbi. Upam, da sta Hvala. tudi vidva uživali kot mi. Hvala za vajno zanimivo predstavitev in deljenje izkušenj ter za te nove informacije. Verjamem, da smo si zaradi vaju vsi pridobili kakšno večjo motivacijo za spoznavanje novih ljudi in navezovanje stikov. Mogoče tudi razmišljamo že o delu v tujini, ne? Tako da res Hvala. iskreno vam hvala. O čem pa bomo govorili in kdo se bo s svojimi bogatimi popotniškimi izkušnjami pridružil v naslednji oddaji, pa bo objavljeno za vas v Facebook skupini Poceni potuj in se izobražuj. Torej, draga gosta, to je danes vse in še enkrat hvala za vajen obisk. Lepo bodite in veliko potujte. Hvala, Hvala Tilen. lepa, enako. Enako. Adijo. Hvala gre tudi vam, gledalcem, za vprašanje in da ste bili z nami. Skupaj soustvarjamo ta popotniški snap v edinstveno spletno oddajo, ki bo še naprej gostila znane popotniške osebnosti, ki nas bodo vodile po virtualnih in lahko rečem tudi izobraževalnih potepanjih. Seveda pa imate vsi možnost postati del naše zgodbe. Če bi radi delili z nami kakšno prigodo s potovanj ali opravili podobno prostovoljno delo, se nam lahko pridružite. Za več informacij le obiščite spletno stran našega popotniškega združenja. Do naslednjič, ko se spet vidimo, ostanite zdravi, veliko potujte ter uživajte. Vse dobro in bon voyage.